Sabina, praviš, da prebereš kakšno pismo, ki jih prejmeš na desetine dnevno, da ljudje začutijo tvojo veličino. Joj. A misliš, da bom še kaj najdel tlele? Moram pogled. Tako jaz sem dobil tudi eno lepo. Pozdravljen, Matej, hvala za ves tvoj trud in vso resnico, ki jo slišim od tebe. Pošiljam ti majhen prispevek, upam, da ga boš dobil. Dala sem ga v tak prav papir, da se ne vidi v kuverto, je rekla Iva. Hvala lepa, Iva. Vse se pol vsakmu skozi mail zahvalim tudi. Sem dobil tle en tak mal daljši zapis. Po dolgem času se ti oglašam s drobnim prispevkom, sem okej, hodim v službo doma, imam dele čez glavo, bla 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 in tako naprej, se pa dogaja ljudem res na plano, drži se, naj ti bo lepo in dobro in svaka čast za tako kleno ustrajaš pri ozaveščanju. Borim se, dragi moji, 999 diamantov ste zbrali, pa 888 je portal, pa 4 gledalce imamo, a vi štekate sinhroniteto. Vse smo mi v sinhronem toku in teku. Pa sej imam zikar, imam še kaj, sej ne uspem vsega niti preluftati in pregledati. Ne uspem, vse preberem. Matej, hvala, ker mi pomagaš razumeti ta čas, je rekla Marina. Čakaj, je še kaj. Zdaj piše Matej, zdravo, hvala ti za trud, ki ga vlagaš v širjenje svetlobe, v videe in nedeljske oddaje. Pomaga tudi meni, da sem v višjih vibracijah, da gledam na ljudi, ki me obkrožajo z več ljubezni in sprejemanja. Želim ti vse dobro in lep začetek poletja. Mislim, da je bila tole Irena. Tako tega je še, jaz imam to fascikle spravljam. Bom vam enkrat mal pokazal, kako to izgledajo moji fascikli, to so moji spomini bodo ostali moji spomini zavedno. Včasih dobim tudi kakšno nagrado, v obliki takole, kakšnega helikopterčka, da se malo poigram lahko. Pa svašta, pa mislim, prav Sabina od tebe, dobim tako kakšen blokac lep, pa še imam tega. In verjetno, jaz se nočem s tem hvaliti, veste, mnogo vidim ljudi pravijo, ko jaz sem dobil zahvalo pa nekaj. Pa jaz nočem se s tem prav pretirano, ker želim, da sami pogruntate, kaj je tisto, kar radi spremljate. Želim, da sami zastopite svojo vibracijo, ki z vami vibrira ali pa pač ne. In komur to vibrira, the best. A veš, to je tisto, kar jaz hočem, da sami razumete. Ne, da jaz tle pravim, to sem jaz, zaupajte mi, verjemte mi, ne bom tega vam govoril, ker to ste slišali milijardokrat, zaupaj znanosti, zaupaj temu, zaupaj ovomu, na konci dubu po pički in težko je danes komorkoli zaupati. In nočem, da mi kdorkoli sledi zaradi tega, ker sem jaz sam sebi rekel, kaj sem. In Boštjan praviš, da so zelo lepa pisma. Pisma so precej globoka in lušten je prebrati, a veš to, zdaj jaz vas mal hecam s temi cekini, mal vas hecam s temi srčki, mal vas hecam s temi, bom rekel, doprinosom. Na tak način vi meni tudi poveste, da smo na pravi poti, da tako vsebino cenite, da cenite mene in moje delo. In to je tisto, in to je najmanj, kar je, ker tudi jaz cenim vsakega človeka, celo tega, ki me je hotel ubiti. Sem mu hvaležen za vsako lekcijo in vem, da je človeštvo zelo, zelo uriti. In vem, da kdor mene razume in kdor želi ven iz teme, mu zagotovo moj pristop bi mogel odgovarjati. In na tak način mi vi potrdite, da je to res tako. Če malo greš iz teme, kako gledaš na posmrtno življenje, kaj misliš, da se zgodi? Posmrtno življenje je v bistvu tisti del, ko duša gre v ta, bom rekel, večnost, v to
v to večno in vse prežemajočo zavest. Vrne se k sebi domov. Zdaj pa posmrtno življenje ni nič drugega. Telo umre, duša pa živi naprej. A ne? Duša se reinkarnira kar v eno in zdaj naloga današnjega obdobja, hočemo reči, tega preporoda, tega šifta, zavesti, dviga zavesti. Torej, prihod ljubezni na planet pomeni samo to, da mi to zavest zdaj sidramo, svetlobo sidramo in v bistvu ta neskončni svet zavesti sidramo na zemljo v nas in bomo postali nesmrtni, medtem ko bomo ostali v teh telesih. Ker temačne sile izgubljajo moč nad nami, nad manipulacijo energij in teles, tega 3D materialnega sveta, bomo verjetno živeli zelo dolgo, verjetno si bomo izbrali sami, kako zelo dolgo, kajti naše telo ne bi se vsaka celica, prav vse celice v telesu ne bi bile nove vsakih 7 let. Se mi zdi. In iz tega naslova bomo tudi, ko bomo. Zdaj to je vse predvidevanje, nekateri to celo znajo zelo trditi, jaz ne trdim, je pa precej velika verjetnost, da bomo živeli dlje. Torej, tisto, kamor smo odhajali po smrti, zdaj vlečemo dol in bomo živeli pri živem telesu. Torej, ta vse mer in vse mogočnost. Dragi moji ljudje, ura je 5 do 11. Skoraj sem jaz izvedel tisto, kar sem vam obljubil. Maraton, ker tonci imamo radi ton, a ne, in imamo tudi maraton. Jaz tečem ne, ker meni se zdi, da je to matranje telesa. Meni se zdi, da teči pravzaprav ni treba. Jaz rad hodim počas, kadar moram biti malo bolj hiter, grem s kolesom, drugače pa je hoja dovolj za naše telo in za naše vesoljsko plovilo, da z njim poplujemo po planetu Zemlja. Kam sem zdaj hotel tole? Kam sem zdaj jaz hotel tole pripeljati? Aha, naredil sem obljubo, da bom maratonski in bom naredil maratonski špil. Tole je tudi krasen komad. Ta komad pa poje, odreži vse vezi. Saying goodbye. Poslovi se od starega sveta, tako kot se bomo mi poslovili za današnje jutro in današnji dan, kajti intuicija funkcionira. Lucy moja je tudi ugotovila, da se bližamo koncu in je že začela se pretegovati, ker zdaj bo šla pa do Kivija midva na eno kavico, pa mogoče pa eno pivo, pa da se bodo ti cerkeški ferbci lahko spotaknili, nisi v Kiviju. Ne, zdaj le prihajam. Ne, vmes probajo me malo degradirati pa špikant, ne si sam po lokalih. Ne, nisem, zelo sem priden še kje druge, ampak to je druga stvar. Če je kdo privoli, pa da ima čas, dobrodošel, oglasite se, jaz vsakim se rad usedem in kdor ima čas, pa je v bližini, pa ima mogočnost, naj pride na okrog, pa bomo skupaj do klepetali, ker klepetati je lepo in želim vam, da v današnjem dnevu sebe umirite in probate razumeti in zvizualizirati eno špago, eno svetlobno špago, ki jo lahko potegnete skozi portal v sebe in se priklopite na večni univerzalni ver. Jaz sem priklopljen, a je to kaj videti? Verjetno je, a ne? Mnogi bi želeli, da jaz to ne bi doživel, pa se globoko upravičujem. Too late. Too late, I got it. Ampak, dragi moji, the best is yet to come. Najboljše šele prihaja. In zastopite, da je to, kar prihaja, tako neskončno lepo, tako neskončno veliko. In jaz sem sam se šel sam sabo boriti, jaz samo sledim, gledam, opazujem, brskam. Zdaj gremo pa skupaj mi v ta, zdaj bomo pa mi pritegnili dol, v bistvu vsak svojo svetlobno špuro, pa veste, kaj se v to zgodil. Pa to bo ta cel svet, to bo zavest polila po planetu Zemlja. Ne se zabavati, ni to hec. In prav je tako, želim, da razumete, da je vsak vaš doprinos še kako zelo pomemben.
tokrat pa mislim na doprinos vaše pozitivne vibracije, pozitivnih namer, vaših pozitivnih misli, vaših dvignenih kocin, da vam naredite stvari, da vam dvignejo kocine. Upam, da sem vam kaj pomagal jaz skozi tole jutro in ta maraton 5-urni, kjer moram spet fucking ljudem dokazovati, da nisem narkoman in da nisem pijanc in da nisem blesal in da sem še kako hudo zelo zavesten in nezaveden, in če moram to delati javno, pa naj bo javno. Verjamem, da marsikdo me tudi gledati ne more, pa me je kljub vsemu gledal, kajti to, kamor jaz rastem, kamor vas vabim, kamor mi vsi potujemo, tega temačneži se najbolj bojijo, k hudič križa, ker hudič se križa boji, dobesedno. In to z enega pomembnega razloga. To pa bomo obdelali mogoče vljudno vabljeni jutri. Ja, Boštjan, lepo, da sem spomnil, tudi jutri jaz bi bil rad z vami vsak dan. Ne vem, če bom vsak dan pelil 5 ur, ampak zagotovo pa bomo naredili, bom pogruntal, katere ure med tem so vam najbolj ugodne. Mogoče bo to med 7 in 9, mogoče bo to od 6 do 9, 10, ne vem. Jaz ob tem uživam, jaz od tega nisem utrujen, pa vendarle grem zdajle na eno zasluženo pijačko in želim, da tudi vi najdete v svojem dnevu tisto, kar vas najbolj radosti, in ne dopuščate, da vam katerikoli poskus negativne energije, negativne energije, ki deluje skozi ljudi, da vam to zbije moralo, voljo, ampak da imate dovolj moči, pa rečete go fuck yourself. Pust me primer, nimaš nič, ti nočem, pust niti mene primer. Ne dovolite, da pijavke rinejo v vas. To mi praviš, hvala ti, Matej, da nam daješ energijo in vibracijo in ostalim za vzpodbudne komentarje. Tudi to je res, hvala vsem za komentarje. Hvala vsem za cekine. Hvala vsem za 119,000 srčkov. Prišli smo skoraj do 120, kot sem jaz rekel, že v startu. A veste, jaz sem mal preroški, ne? 20 ljudi je danes darovalo, v smislu darila, ki so vredna po 1 cent, in nekateri so te cente, v najboljšem primeru Monika, zmnožila krat 431 in Sabina 219 krat, pa Tomi 160 krat, pa Janez 120 krat, in potem Karmen, Mateja, Simona, Olga in tako. Ne, Aljoša, Olga ni bila, Aljoša je bil, Olga to porihta drugač. Skratka, dragi moji, še enkrat hvala vam za vse, dosegli smo vse možne cilje, ki sem si jih jaz mal zadal. Hvala Bogu, da si mal pomagamo med sabo pri tem, bom rekel, pri širjenju. Sabina, tlele tebe apeliram, nastavljanju ciljev. Ne nastavljati ciljev prenisko, nastavljati cilje visoko. Visoko gremo in ne misliti, da ste majhni. Levi ste, vendar ste osrani. Smo bili osrani, vsi. Naša levja srca so bila strani sistema osrana. In cajt je, da jih očistite in kot dela levje srce, pizda materna, bomo odfukali hijene iz tega sveta, da se userejo in spizdijo v svoj nepovrat. Skratka, 120,000 srčkov, 121 srčkov, ogromen. Hvala vam še enkrat in pustite, naj vas tekom dneva odpelje voda, lepe misli in dovolite si biti pogumni, veseli, radoživi, preteklost pustite zadaj in idemo. Poleti kot ptica v nebo. Držite se, uživajte, ljubljeni pa vsi k norci. Čau, čau.